Te zanima, kako lahko znotraj tvoje že obstoječe ponudbe prodaš več in tako pomagaš večjim idealnim strankam. V tem videu s tabo delim 5 različnih načinov, kako lahko še dodatno optimiziraš svojo že obstoječo ponudbo in tako zaslužiš več, hkrati pa pomagaš še bolj svojim idealnim strankam. Prva tehnika je upselling. Pri upsellingu gre za to, da prodaš višje cenovno storitev oziroma produkt, kar pomeni, da bo tudi stranka imela več. Torej, da ne kupi osnovnega, ampak kupi ali več izdelkov hkrati ali pa kupi neki bolj premium zadevo. Pri izdelkih je to recimo lahko, če prodajaš čistila, je lahko večja količina istega čistila ali pa neki paket čistil za cel dom. Tako bo stranka v bistvu imela vsa čistila, ki jih potrebuje in bo zato tudi lahko bolj zadovoljna. Pri storitvah je upselling lahko neka bolj premium storitev ali pa mogoče celo dodatna storitev. Običajno je ta upselling, torej gre za neko bolj premium storitev, če recimo ponujaš neko mentorstvo, ki je v skupini, lahko kot upsell ponudiš še neko dodatno storitev, ki je vezana na delo 1 na 1. Druga tehnika je cross-selling oziroma navzkrižna prodaja. To gre za tehniko, kjer k neki svoji ponudbi dodaš še neko drugo storitev oziroma ponudbo, ki je komplementarna tej tvoji osnovni ponudbi. Gremo kar na primer, da ti bo lažje razumeti. Pri cross-sellingu za produkte recimo gre tako. Če stranka kupuje mobilno napravo, naprimer, da kupuješ svoj novi iPhone, lahko kot cross-selling zraven ponudiš še ovitek ali pa polnilec ali pa zaščitno embalažo za telefon oziroma ovitek ali pa zaščito za ekran. Nekaj, kar bo ta tvojo osnovno ponudbo še podkrepilo in bo zelo koristno za stranko. Če ponujaš storitve, naprimer, da si organizator oziroma organizatorka porok, potem lahko kot cross-selling ponudbo ponudiš nekaj, kar bo torej podkrepilo tvojo osnovno ponudbo. To je naprimer lahko da najameš ti fotografa oziroma je znotraj ponudbe tudi foto in pa video storitve, naprimer. Kar bo naročnikom zelo olajšalo delo, saj ne bodo rabili v bistvu sami iskati fotografov ali pa primer, so tudi poročni prstani ali kaj podobnega. Torej, karkoli bi še podkrepilo tvojo ponudbo. Tretja tehnika je downselling. To je tehnika, ki se uporablja zelo pogosto pri kakih višje cenovnih storitvah oziroma ponudbah. To je tehnika, ki nam omogoča, da v bistvu lahko ponudimo nekaj v nižjem cenovnem rangu in tako dosežemo širšo publiko. In s tem mogoče rečeš, ampak če je nižja cena, potem ne zaslužim več. Ampak ni čisto tako. S tem, ko v bistvu ti znižaš ceno, seveda je tudi ponudba veliko nižja, lahko dosežeš širši spekter oziroma širše občinstvo, ki drugače si mogoče tvoje prvotne ponudbe ne bi mogli privoščiti. Hkrati pa, ko investirajo prvič v tebe in so zadovoljni s tvojimi storitvami, se bodo veliko bolj verjetno odločili za naslednji nakup. Primer za izdelke je, naprimer, če ponujaš neki spletni tečaj, kjer ima zraven še mesečno podporo kot neki membership, pa potem še ima delovne liste, pa audio, pa video posnetke in vse to, lahko mogoče narediš neki osnovni paket, ki ne vključuje tega membership oziroma mesečne podpore. In je lahko mogoče samo ta osnovni paket dostopen po nižji ceni. Primer za storitve, če vzamemo spet na primer fotografe in imaš ti v paketu neko zelo obširno celodnevno fotografiranje, je mogoče smiselno, da lahko ponudiš pa kakšno enourno fotografiranje na določeni lokaciji, kjer potem stranke samo pridejo in dobijo, naprimer v 1 uri 10 fotografij. In tako v bistvu lahko dosežeš neko širšo publiko. Naslednja tehnika je bump offer. To je ponudba, ki se ti prikaže takoj, ko želiš oddati v bistvu že naročilo. Torej, ko stranka pride, verjetno ti je že poznano in si že kdaj zasledil. Gre za to, da ko si na zaključku nakupa in vpišeš že svoje podatke, se ti običajno pokaže še eno okence, kjer je neka dodatna ponudba. In če tisto obkljukaš, se ti doda avtomatsko v tvojo košarico oziroma v tvoj nakup. To je ponudba, ki podpre in doda vrednost tej tvoji osnovni ponudbi. Vzamemo za primer za izdelke neko otroško knjigo. Kot bump offer lahko ponudiš mogoče neko igračo, ki pomaga pri izobraževanju s to knjigo. In tako v bistvu naredi neki paket, kjer imamo otroško knjigo z izobraževalno igračo, ki podkrepi to knjigo in spodbudi mogoče otroka, da
te tehnike iz knjige potem vadi na tej svoji, implementira na svoji igrači. Vzamemo za primer tokrat družinskega fotografa, ki ponuja kot svojo osnovno storitev, torej družinsko fotografiranje. V tem primeru je recimo lep primer bump offerja lahko, da zraven družinskega fotografiranja, torej potem na koncu stranka lahko obkljuka in izbere še mogoče družinski fotoalbum, ki nastane na samem fotografiranju. Potem imamo one-time offer oziroma enkratno ponudbo. Ta se običajno prikaže na primer v primeru, da stranka že opravi nek nakup in potem ji lahko damo še neko enkratno ponudbo. Običajno je to časovno omejena in zanjo se lahko stranka recimo odloči takoj po že opravljenem nakupu. Ta ponudba je lahko nek dodatek k tistemu, kar je že kupila, ali pa mogoče tudi nekaj komplementarnega ali pa neka nadgradnja. Paziti v tem primeru je samo treba, da damo stranke vedeti, da je opravljen nakup že bila dobra odločitev in da ne pride do tega, da bo v bistvu stranka imela potem občutek, da če ne opravi te one-time offer, da je prejšnji nakup bil brezvezen. Ne, tukaj moramo vedno paziti, da je ta one-time offer neka posebna ponudba, enkratna ponudba, ki je na voljo samo že strankam, ki so opravile recimo nek nakup. Zdaj, mogoče se ti zdi, da so nekateri te taktike oziroma tehnike zelo med sabo si podobne. In ja, res je, zelo so si podobne in mogoče se vprašaš sploh, kakšna je razlika med upsell in pa one-time offer. V bistvu je bistvena razlika v lokaciji, kje se ta ponudba prikaže. Pri recimo upsellingu je ponudba te nadgradnje znana običajno že takoj. Pri one-time offerju gre pa, da je ta ponudba znana takrat, ko je že opravljen nakup. Torej, velikokrat gre za različne lokacije, kjer je najbolj smiselno, da stranki ponudimo več. Tukaj seveda nikoli ne gre za zavajanje, da želimo samo prodajati, ampak s tem, ko dejansko stranka kupi več, dobi tudi več informacij, dobi v bistvu bolj obširno in boljšo ponudbo tudi zanjo. Seveda ni nujno, da uporabljaš samo eno tehniko ali samo en način. Zmeraj lahko kombiniraš različne ali celo uporabiš kakšno svojo. Upam, da ti je ta video oziroma teh tehnik pomagalo, da mogoče začneš razmišljati malo drugače in pripraviš kakšno svojo malo drugačno ponudbo z kakšnim drugačnim dodatkom.